Tako konec je. Lahko potegnemo črto. Pri Dallas Mavericksih so se odločili, da enostavno ne bodo zagrabili še tistih malih možnosti za play-in in da bodo načrtno končali sezono s porazom proti Chicagu in sledi še ena tekma, ki je pa popolnoma brezpredmetna. Tako da v bistvu, ko je bila še ponujena zadnja roka pomoči, so se oni odločili za voljo verjetno ohranitve boljšega izbora na naboru, da tega ne bodo sprejeli na nek še zadnji večer slovenske noči v Dallasu, da bo Luka odigral 1/4 in minuto in pol odšel ven, prejel aplavz, ki ga ni, zato ker je to ena velika zmeda, ker je bilo tudi storjeno na tak način, da je bila zmeda takšna, da nihče ni vedel točno, zakaj se gre, in od tega tudi ni bilo nič. Kot nič od te organizacije, od Dallasa, ki me je razpizla, izrazo, v soboto zjutraj. Ampak glejte, bomo dali tudi to skozi, nema smisla, zato ker način, na katerega se oni igrajo z svojim ugledom in pa z ugledom Luke Dončića, je pač tak, kakšen je, da se mi še dodatno sekiramo tu, sami seboj delamo neke utvare, prevare in pa sekiranja. Mislim, da to ni vredno, mislim, da tudi mi moramo iti naprej in tako naprej. V glavnem, pa kaj, to je biznis. NBA liga je en velik biznis, tega se mora zavedati vsak, ki misli resno spremljati košarkarsko ligo. Malo več je poudarka na nekih zakulisnih igrah, ja, dobesedno, ja, oziroma poslih v takšnih situacijah, kot so bili recimo danes, ko seveda tvoja ekipa nima najboljših možnosti za neko končno osvojitev naslova oziroma prodor globoko v končnico, kot se je to pač dogajalo v Dallasu. Očitno so ljudje okoli organizacije ugotovili, da se jim to ne splača, da bodo plani za poletje takšni, da dajo nekoliko več možnosti, da izborijo kakšnega dobrega igralca, koga zadržijo oziroma v celoti, kolikor se da, premešajo samo zasedbo. To bo pa pokazal čas oziroma poletje, kaj se bo dogajalo. Glavno, meni je tole vse skupaj malo smešno, predvsem do navijačev, kot takšnih, tistih v dvorani, tistih v Dallasu, tistih naš tukaj v Sloveniji, ki se vstajamo zjutraj, ampak ponavljam, vse to je naša odločitev. Ne, sami se mi odločimo, če bomo navijali za Dallas, če se bomo vstali ali ne, ampak na koncu mislim, da so določene poteze čez leto, predvsem pa zdaj na koncu pri Dallasu, pri organizaciji pokazale, da je neka velika zmeda. Glavnem, ne vem, kako bi se navijač Dallasa poistovetil z potezami, ki jih vlečejo. Jaz sem bil sicer med tistimi, ki je zelo odobraval prihod Kyrie Irvinga, to sem takrat govoril, to govorim še danes, ampak mislim, da tisti vezni člen, Jason Kidd pač in ostala strokovna služba na klopi ni opravila dovolj dobrega dela, da bi ta dva zaigrala skupaj v takšni meri, da bi zadeva delovala. Vemo, potem je šlo samo še navzdol, to je dejstvo, tu ni nič za prikrivati. Enostavno tale eksperiment do tega trenutka ni uspel in vprašanje je, če smo že videli zadnjo tekmo Kyrija in Luke v dresu Dallasa. Veliko vprašanje. Zdaj ena zanimivost. Novinar, ki se je odpravil v Ameriko, bi si upal trditi, da je bil to zdaj samo Andrej Milkovič iz ekipe, moj nekdanji mentor. Na tem mestu hvala za vse. Se je odpravil v Ameriko in zdaj postavil vprašanje Jasonu Kiddu direktno, ali mu je kaj žal za vse Slovence, ki so bili danes na tekmi. Žal v smislu, da je Luka odigral tako malo, kot je na njihov večer. Žal, da so se sami iztirili iz te dirke za play-in. In je pač Jason odgovoril, da razume frustracijo Slovencev, ampak da je odločitev prišla danes zjutraj. Se pravi, dejansko so se odločili, da bojo zavestno šli v tekmo, da je ne zmagajo. Ne, o tem biznisu jaz govorim, kako kontradiktorno je to v tistem. Ekipa, ki je prišla še lansko sezono do konferenčnega finala, je v bistvu zdajle izpadla pred bojem za končnico. Ne. Imamo še en paradoks, poslušajte. Ekipa, se pravi OKC, Oklahoma City Thunder, je še, 5-6 tekem nazaj
študirala o tem, da si bo zagotovila možnost boljšega izbora, ne, da se ne bo vrstila v končnico oziroma play-in, medtem ko se je Dallas jasno boril za tale play-in, še celo za končnico, ne, direktno vrstitev. In zdaj imamo OKC v play-inu, Dallas pa zunaj. Pa dajte vi meni povedati, če ni to smešno. No. Govorimo o organizaciji, milijonski posli se tukaj sklepajo, milijonski. Milijonska je publika, televizijske pravice so neverjetne, vstopnice so ogromne, letala letijo iz Slovenije, Evrope v Ameriko in potem govorimo o takšnih, ne vem, se že ponavljam, paradoksih. Ja, no, to je to. V glavnem, lejte, bomo kar zaključili počasi z Dallasom za letošnjo sezono. Če so oni z nami, potem bomo mi počasi tudi z njimi. Ne bomo dajali takšne pozornosti. Dovolj imajo. V glavnem, jaz verjamem, če se še Luke dotaknem, da je sam pri sebi zelo kritičen do vsega. Ni odgovarjal na novinarska vprašanje, če še bo, no, čeprav mislim, da mu neka pogodba oziroma Vesmo narekuje, da na koncu sezone pod črto bo moral komentirati določene stvari za 7. silo, ampak dobro, bomo se tega dotaknili, ko bo prišel čas za to. Kakorkoli, sezona je porazna, sezona ni vredna omembe v nekem daljšem obdobju, ko se bo gledalo nazaj. Niso dosegli nič, podpisali so Irvinga za 20 tekem ali koliko pač in vprašanje je, kaj imamo za prihodnost. Mogoče je to, že konec. Jason Kidd je padal pod celi črte, jaz nimam pojma, zakaj je on taktično spremenil ekipo od odlične obrambne nastavitve vodje Luke Dončića do, ne vem, vi ocenite, kaj je bilo to, ker tole ni bila košarka, ampak okej. Nema veze. Še ene teme sem se želel dotakniti, sicer prijateljske tekme Slovenije in Grčije in pa vstopnic. Ste eni izmed srečnežev, ki so dobili vstopnico za tale spektakel, ki se nam bliža? Jaz sem, ampak sem sredi kupovanja vstopnic spremenil svoj načrt, ki jo bom gledal. Zato, ker je bila družba zbrana, ki je pač dala denar na kup, Gregor je šel po vstopnico in se je vrnil z vstopnicami, ampak z tistimi malo bolj zgoraj, ne. Ker so pač, dobil sem informacijo 30 minut pred prodajo vstopnic, kakšne so cene. Se pravi, dobil sem informacijo, da bo spodaj 45 €, zgoraj 15 €, govorimo o tistih najbolj pocenih vstopnic. Lejte, nekateri pač nimamo toliko, da bi lahko zapravljali brez glavo. Ker tole za vstopnice je bilo skoraj da ne brez glavo zapravljanje. Ampak dajmo v zakup, razni koncerti svetovnih zvezd, rock zvezdnikov so mnogo več, še tudi vozimo se dlje. Govorimo o 120 €, vožnja na Dunaj, v Milano, kamorkoli. Ampak vendarle gre tu za Luko Dončića, Janisa Antetokounmpa na drugi strani, če želite, ki sta neke vrste rock zvezdnika, ne, svetovnega formata. Ja, pričakovano je bilo, da bo za njiju 2 in vse ostale potrebno odšteti večjo vsoto denarja, ampak glejte, košarkarska zveza, imeli ste možnost tukaj narediti en pravi praznik košarke, ki še vedno to bo, ampak včasih si želi tudi družina, ne, vem, da se vi tega zavedate, ne, družina ogledati srečanje, ki ni z Ljubljane, recimo, še more kaj pojesti, popiti, pa imamo 150 € po tamalem, ne. Govorimo o 4-članski družini, ne. Dajmo si zračunati, tole ni malo, ne. Pa marsikateri otrok, vsaj v zadnjem zgoraj ringu, bi si želel ogledati Luko Dončića, ne. Enkrat, ne. Ja, boste rekli, pa se še bo priložnost. Ja, valjda še bojo, se bo še verjetno kakšna druga prijateljska tekma. Kakšne bojo pocene? Ja, pa smo tam, ne. Skratka, minuto čez 5 na Petrolu, tistih kart za 45 € ni bilo, ker so bile takoj rezervirane. Ne vemo kje, ampak okej, zgoraj tistih za 15 € ni bilo, so bile verjetno tako rezervirane. Ja, pa saj so se pol sprostile. Ja, lejte, nimam jaz časa tu 20 minut, 1 uro čaka, da se bojo spet sprostile. Ne? Vi ste enostavno naredili tako, kot ste. To ni bilo tako lepo. Ja, pa saj smo pokupili, saj je polna dvorana. Ja, seveda, živimo v takšnem svetu. Kapitalizem narekuje vse skupaj, ja, valjda, ne. Sicer pa sej odziv ste videli sami. Na koncu se bo vse poleglo, prah se bo poleglo, spektakel imamo, 2 rock zvezdnika imamo, dvorana bo pela slovenske pesmi, navijala na polno, govorilo se bo o tem še 100 let. Ampak ja, ni mi to tako
preveč lepo. Recimo nekatere vstopnice si upam trditi, da ste dvignili za 100%. 100% napram lanskega leta. Ne, predvsem tiste v igrišču, recimo. Ne. No, nema veze. Kakšno je pa vaše mnenje? Dajte se spodaj razpisati. Še enkrat hvala, da ste spremljali celotno sezono Dallasa skupaj z mano in mojimi highlightsi. Izredno cenim. Veselje mi je bilo z vami tudi marsikdaj kaj pokomentirati. Tudi velikokrat sem se zadržal. In to je to. Če ste z mano še naprej, oziroma če boste z mano stajali še dalje, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Vse dobro, ljudje, vse dobro, navijači Dallasa. Lep pozdrav.